Oj, otroci, lep sončen dan ni vsaka siva sreda. In čeprav je danes siva sreda, je tukaj nova zgodbica. Danes nosi naslov Skala, kamen, kamenček. Na vrhu gore je na strmem previsu ždela velika skala. Nekoč je bila trden del gore, skozi čas, ko je vrh gore bičal dež in veter, ko sta jo izmenično objemala sneg in sonce, se je del gore začel spreminjati v ogromno skalo, ki se je močno trudila, da se je s svojimi kamnitimi rokami in nogami oklepala gore. Neko nevihtno noč, ko so nebo parali bliski in so po njej švigale strele, ni več zdržala. Njen kamniti objem je popustil. Nekajkrat se je zamajala, se zakotalila po previsu in začela padati proti vznožju gore. Premetavalo jo je sem in tja, udarjala je ob stene gore in vsakim udarcem je bilo nekaj manj. Uboga skala je pri vsakem udarcu zaječala, ko se je zavedala, da postaja vedno manjša in manjša. Ob vznožju gore je bila le še kamen, ki se je z veliko hitrostjo kotalil in poskakoval še naprej, dokler ni čofnil v potok in tam obmiroval. Zamislite si ubogi kamen, ki je bil nekoč ponosna skala in je bil vajen opazovati svet pod seboj iz višine. Kako se je počutil v vodi? Razgledal se je okoli sebe, opazoval druge kamne, ki so mirno ždeli na dnu potoka. Gledal je ribe, ki so plavale mimo njega, postal je žalosten. A to so opazili drugi kamni in kamenčki v potoku. Ne bodi žalosten, takšna je pač usoda vseh velikih skal, ki padejo iz gore. Ni čudno, da si se tako pomanjšal, saj smo slišali, kako te je metalo ob stene gore in kako si se krušil in manjšal. Upali smo, da boš padel med nas v potok, so mu rekli. Kamen se je kar hitro potolažil. Videl je, da bo imel dobro družbo. Radoveden je bil, če so tudi oni bili nekoč velike skale, preden so pristali v potoku. Slišal je različne zgodbe. Najbolj se je prestrašil, ko so mu rekli, da se bo v vodi še zmanjšal, če bo le dovolj dolgo ostal v njej, da ga bo voda, ki teče po njih iz leta v leto, gladila, izgubil bo vse svoje ostre robove in če bo imel srečo, bo nekoč postal lep zaobljen kamenček, prav takšen, kot so oni. Ker so takrat priplavale mimo ribe, na enega od kamnov pa je prilezel potočni rak, so vsi umolknili. Kamen je razmišljal, le kako bom vse to preživel. Trudil se je, da bi skozi vodo lahko uzrl vrh gore, da bi videl tisto, kar je poznal, a mu ni uspelo. Čas je mineval, dnevi in leta so tekla, navadil se je na življenje v potoku, spoprijateljil se je tudi z ribami, raki, pticami, ki so priletele k potoku in vsemi živalmi, ki so prihajale, da se odžejajo. Spoznal je, da ležati v vodi ni tako hudo in da doživi in vidi še veliko več, kot pa iz vrha gore. Opazil pa je tudi, kako so njegovi ostri robovi vedno bolj izginjali. Postajal je bolj zaobljen, a obenem tudi manjši. Ni vedel, koliko časa je minilo, odkar leži v vodi, ker se na čas pač ni spoznal.
ko je v potoku opazil ljudi. Poznal jih je že od takrat, ko je bil še na gori. Včasih so plezali tudi po njem. Ob tem se je zabaval, ker jim je lahko pomagal, da so se oprijeli za kakšen njegov rob in varno priplezali do vrha. A tokrat se je prestrašil, ko je zaslišal glas deklice, ki je rekla: "Poglej, mami, kakšen lep kamenček, tega bom odnesla za spomin domov." In že se je proti njemu stegnila drobna ročica. Otresla je vodo iz njega, ga nalahno pobožala in stisnila k sebi. V njeni dlani je bilo temno kot ponoči. A za čuda mu ni bilo neprijetno. Še vedno ga je stiskala k sebi, ko je rekla: "To bo moj kamenček za srečo." Tako se je za kamenček začelo novo popotovanje, polno dogodivščin. Kamenček se je znašel pri deklici, ki je bilo ime Mila. Res je bila tako zelo mila in prijazna deklica. Vso pot do doma je božala kamenček, ki mu je bilo zaradi tega zelo prijetno. Nikoli v svojem kamnitem življenju se še ni počutil tako dobro. Ko so prišli domov, je Mila vzela škatlico, kateri je bila mehka rdeča blazinica. Kar pogreznil se v njo. Škatlico je položila na polico v svoji sobi. Za kamenček je bilo vse novo in zanimivo. Tako je postal kamenček za srečo. Mila ga je večkrat vzela v šolo, ko je vedela, da bo kaj vprašana. Nosila ga je na tekmovanja v atletiki, bila je odlična tekačica. Kamenček pa je vedno upal, da ji bo pomagal do uspeha in prinesel srečo. Včasih je zaspala z njim v roki in ga zjutraj iskala po celi postelji, a vedno ga je nežno pobožala in stisnila k sebi. Kamenček je že zdavnaj pozabil, da je bil skala in nato kamen, ker se mu je z Milo godilo izjemno lepo. Mila pa se je z leti spreminjala, iz deklice je zrasla v dekle. A na svoj kamenček za srečo ni nikoli pozabila. Še vedno ga odloži v škatlico z rdečo blazinico, kadar je preveč zaposlena, ali pa ga drži v svoji roki, da ji daje moč. Kamenček pa že dolgo ve, da ni pomembno, ali si velik ali majhen. Vedno lahko koga osrečiš in če to verjameš, ti tudi uspe. Dragi otroci, poiščite kje na kakšnem sprehodu ob reki, potoku, morju ali v hribih kakšen poseben majhen kamenček. In če boste dovolj vztrajni pri svojem delu, vam lahko prav ta droben kamenček pomaga do sreče. Saj veste, da za dobra dejanja ni pomembno, kako si velik, ampak je pomembno, kako se potrudiš. Verjemite mi, jaz to že vem. Tako, dragi otroci, če vam je bila današnja zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. Pa saj veste, vidimo se naslednjo sredo. Oj!